Zgodovinski biser Gorenjske. Tako mnogi poimenujejo cerkev svetega Lenarta v Bodeščah. A ta biser že dolgo več ne sije tako močno, kot bi lahko. Leta in narava so naredili svoje in cerkev bi bilo nujno potrebno obnoviti. Prav zato je Muzejsko društvo Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj, občino Bled in župnijo Ribno pripravilo kulturno prireditev kot pobudo za začetek obnove. Ja, ta cerkev je izjemen biser. Mi se ga mogoče premalo zavedamo. To je druga polovica 15. stoletja, zgodnji barok še in zelo verjetno je cerkev stoji na nekih prejšnjih objektih, mogoče lesenih lopah ali pa še gre zgodovina še bolj nazaj. Cerkve so se praviloma postavljene na mestih, kjer so ljudje se zbirali in na nek način upravljalo neko bogoslužje v taki ali drugačni obliki. Cerkev je na nek način zelo ogrožena. V bistvu gradnja tako, ki je potekala včasih, na zemlji se je naredila fonda, temelj in potem se je to zidalo. Seveda danes to pomeni, da vdira iz stav gor voda in se počasi preseljuje ta voda v freske, jih uničuje in tudi na drugih okoljih pušča sledove, tudi na plastikah in klopeh in vse to. Tako da bi rekel, da je cerkev potrebna temeljite obnove v celoti. Seveda je to povezan tudi z nekimi arheološkimi raziskavami, zlasti okrog cerkve, ali se tu nahajajo eventualno kakšni grobovi ali karkoli. Na vsak način je pa treba sanirati najprej temelj, ga tudi inicirati po potrebi, dobro zaščititi in potem urediti postopoma vse ostale segmente. Freske, ki so že kar precej boge, so že velikokrat poslikane, pofotografirane, tako da so ti elementi, jih je možno v celoti dosti dobro obnoviti. Notranjost je tudi potrebna obnove, zlasti so plastike ogrožene, so najedene od črvov, tako naprej. Zvonik je večkrat potreben obnove, omet, ki je dotrajan, ga je treba odstraniti, na nov to sfasadirati, če temu lahko tako rečem, pobarvati v tisti prvotni barvi. Tako da velik prispev k temu, da se cerkev še kolikor toliko ohranila, je bil entuziazem domačinov, takrat, ko so obnovili strehe. To je zelo pripomoglo k temu, da se je cerkev vsaj, da se ta propadanje vsaj nekoliko ustavil. Ampak vendarle kliče po temu, da se jo na novo polotimo in da sprovociramo in sprojeciramo vse aktivne sile, da bi prišli do tega, da bi se tukaj te obnove začele. Podružnična cerkev naj bi bila zgrajena okoli sredine 15. stoletja in velja za eno izmed najstarejših cerkva na Slovenskem. Poleg fresk in notranjih plastik jo krasijo tudi 3 oltarji. Imamo glavni oltar, ki je posvečen svetemu Lenartu. Na sredini ni nobene oljne slike, pač pa zgolj kip svetega Lenarta. Treba pa je poudariti, da cerkev hrani tudi izredno velik zaklad. Druga 2 oltarja sta posvečena svetemu Vidu in svetemu Florjanu in sliki za ta 2 oltarja je narisal Leopold Lajer, za katerega sem prepričana, da ste že vsi slišali. Cerkev sama je pravi zaklad, ki ga je potrebno ohraniti. Kulturni dogodek, na katerem je za glasbene vložke poskrbel priznani blejski harmonikar Gašper Primožič, je prvi korak v pravo smer in vse pobudnike za prenovo navdaja z optimizmom. Poglejmo še, kaj o pobudi za prenovo cerkve pravi eden izmed pobudnikov, župnik župnije Ribno in ostali obiskovalci dogodka. Torej, ta cerkev, ki je podružna cerkev župnije Ribno, je prav gotovo eden od biserov tega blejskega konca in seveda, ker je tukaj v tej vasi, ki pravzaprav ima dolžnost skrbeti za to cerkev, manjše število ljudi in ker župnija tudi ni prav velika, je seveda zelo
primerno in zelo pohvalno, da pride pobuda za njeno obnavljanje še s kakšne druge strani, tako da se lahko nadejamo potem tudi več bodisi finančnih sredstev, bodisi drugih spodbud in seveda, da se počasi potem lotimo te obnove, najprej seveda obnove odstranitve vlage, ki je v cerkvi, potem pa seveda tudi fresk in drugih stvari. Ja, jaz mislim, da je za pohvaliti tale pobuda, ker če ne bomo obnavljali, nam bojo te zgradbe propadale. In ni bolj žalostnega, kot da gledaš ene zgradbe, cerkve ali neke gradove, ki propadajo. Ker to le bi morali ohraniti našim zanamcem. Ja, ker smo tukaj doma, je ta Svet Lenart nas navduševal že leta in leta in je to moja izletniška točka. Ko se je mož plazil po visokih hribih, sem jaz sem hodila. Moj srečen domov prišel. Ja, sva pa člana Muzejskega društva Bleda in absolutno je to zelo lepo in upajmo, da bomo zbrali, da se bo zbralo nekaj denarja, da se bo cerkvica popravila. Da meni je bil tale konc mere pri srcu, jaz sem tle v najbližji hiši, pri Sušenku se reče, imam ga svojega gimnazijskega sošolca in sem bil veliko pri njemu, sva Psekova, pa Golcova, pa Divova in to me je koncu nekaj bo zmeraj pri srcu to. In če sem prav danes nekaj slišal, da je to ena najstarejših cerkva na Slovenskem, sploh. In je škoda, da bi naprej propadala in je ta pobuda zdaj, da se to obnovi, silno dobrodošla.